Pa še, dajmo še nekaj povedati. Zdaj se pojavlja vse več receptov, vsi bi zelenjavo zdaj pobirate, a ne, in bi jo radi vlagali. Zelenjava ima en veliki problem. Nima kisline. pH pri zelenjavi je previsok in kvarjenja se predvsem dogajajo pri zelenjavi. Zakaj? Zaradi tega, ker mi lahko spasteriziramo temperatura vse BP, ampak zelenjava na sebi nosi spore, ki jih vaša temperatura in kuhanje ne uniči in ki se aktivirajo, odvisno od tega, kakšne so, čez 7, 10 ali 14 dni. In potem vi pogledate tako pripravek po enem mesecu in zagledate neke bele meglice dol. To pomeni, da se je začel proces. Pa niste naredili nobene napake. Vse je bilo termično obdelano, slano, ampak se kvari. Zakaj? Zaradi pH-ja. Potem pa kupiš tisto koruzico v trgovini, ki je sam slanička, pa tako lepo, pa rečeš, mi bi tudi, a ne? Ne morete. Zakaj? Zato, ker oni to vlagajo pod tlakom. Torej, zelenjava se lahko vloži na 3 možne načine, če vlagate kot pasterizacija. To zdaj malo takoj iz knjige povem. En način je, da zagotovite 130 stopinj, ampak vodo ne moreš kuhati na 130, ker ko zavre, ne gre čez 100. Torej, mora biti zaprta in potem položena v lonec pod tlakom, to so taki pressure cookerji, v katere vi potem dodatno spasterizirate pod tlakom. Drugače, če je več kot 100 v pečici, ti bo razneslo pokrovček, pa nisi nič naredil. To je dosti težko, razen če nimate te posebne lonce, eni jih imajo in potem si jih mi izposojamo za take stvari. Druga opcija je, da večkratno pasterizirate. To pomeni, če si zaprl zdaj tako, čez 14 dni ponovi vajo. Da ko se nove spore odprejo, najbolj kritične stvari so ravno stročnice, grah fižol, tudi fižol čiščen, pa zeljevke. To vedno na sebi ima spore. Torej, tudi cvetača, tudi brokoli, brstični ohrov, take zadeve je zaradi tega potrebno, ampak ja gledam tako, pod pritisk se mi ne da, ker potem dobiš tisti grah, ki ne tečneš, mislim, neki, nima nobenega vonja. Če pa koruza se še lepo hrani na 130, grah pa zelo slabo. Če pa dvakrat pasteriziraš, takrat da bi dvakrat kuhal, pa še enkrat boš, ko boš odprl, spet je izguba hranil večja. V osnovi, ko gledam iz stališča zdravja, kako ohraniti z najmanj temperature največ, je najboljše urediti pH takoj z dodajanjem kisline. Kar pomeni, da vedno dodamo malo kisa in ja vedno dodajam zelo veliko začimbnic, ki so protimikrobne, predvsem take, ki delujejo tudi proti kvasovkam. Kar pomeni, in to zdaj vidim, ko ljudje pišejo, tisti, ki so dali lovor, poper, koriander in tako naprej, praviloma nimajo problemov, kumino, naprimer, odvisno kaj vlagate, tisti, ki so delali brez začimbnic, pa praviloma imajo težave. Tako da to upoštevajte, če boste delali zelenjavo. Če boste delali sadje, jaz ne morem prinesti vsega, kar imamo, ampak prinesla sem 2 stvari, ki sta še aktualni in ki sta tudi stališča tega, kar je gor, a ne, vse bolj aktualni, kutne in čežane. Zakaj? Zaradi pektina. Torej, pektin je, kot da bi vsak dan delali kuro z glino ali z zeolitom, pa cenejše, pa saj veste, kaj jeste. Torej, pektin ima eno tako strukturo, ko ena pajčevina, s katero ujame težke kovine in celo radioaktivne delce in jih spravlja iz telesa. Torej, res je to blazna usluga v tem času. Ampak mora iti sproti, ne more prihajati takrat, ko ste vi že v možgane naložili aluminij. Vi morate ga pobirati iz črevesja. Tako da najboljši viri pektina so ravno na razpolago, jabolka, ki zdaj počasi sicer dozorevajo, največ pektina je v nedozorelih, torej če ste pridno pobirali vsa odpadla jabolka, imate najboljšo čežano,
Zdaj je tudi lahko naredite, ampak zdaj bo malo bolj kašasta, manj kisla, pa tudi malo manj pektina je v njej. Tako da recimo od 1. avgusta boste jo probali lahko. Vse moje čežane so kuhane na 75, pa nič več. Kutne so pa 2-krat boljše kot čežane, zaradi tega, ker imajo tudi 2-krat več pektina in vitalno energijo imajo, to je sadež z najvišjim izmerjenim valovanjem vitalne energije. Če treba dvigati energijo naših celic, kutna je očitno darilo iz prazgodovin. Kapital jo očitno ni zavohal, pa jo ni žlahtnil, pa ni iz nje ne vem kakšna čuda delal. Če gledate to drevo je ena čista popolnost. Tako dela narava, če človek ne sproži svoj pohlep. Vsak cvet zase cveti 7 dni, ne more ga zgrešiti noben opraševalec, tudi če dežuje, se on odpira vztrajno. Vsaka ima svoje mesto, niso natlačene, ne rabite redčiti sadeže, zaščitene s tistimi dlačicami, predvsem fantazija. Sadež, ki se najdlje časa dela, vzame si čas. To ni napihnjen sadež, to ni tako v enem mesecu narejeno. To res, ko gledaš, rečeš, tako je včasih izgledal ta planet, dok mi nismo začeli šarati po svoje. Lani na Krasu ni bilo ničesar, ne jabolka, ni nič, edino kutina je normalno rodila. Kutina vedno normalno rodi, ja. No, mi delamo iz kutn čežano. Prinesla sem kutnino čežano letnik 19, pa da ne mislite, da ja na vas čistim shrambo. Hočem vas opogumiti, da dojamete, ne se bat. Če naredite letnik 22, vi v shrambi imate svoje prehransko dopolnilo do leta 25. Zaradi tega se splača te stvari v štartu narediti dobro. In boste probali, ovo je kompot s cimetom, cimetom in vsem ostalim, kar mi damo noter. Limone so zelo pomembne pri kutni. Pa pri kutni je tehnologija, to je res bolj zahteven pripravek, zaradi tega, ker jaz sem kot otrok sovražila kutne, ker je bil vedno tako zoparen okus. Zato, ker so oksidirale. To so včasih, veste, dolg pacali in če kutno zrak, on je tako močen antioksidant, da je črna v sekundi. In mi, ko delamo s kutnem, to je res tako farmacevtsko. Lupiš je pod vodo, tako jo daš v vodo. Ko en košček narežeš in daš nazaj v okisano vodo, pa še krožnik držiš gor, tako da res ne plava nad vodo in potem ostane bela. In potem jo s limono skupaj ukuhavamo. In ta je meni super, ampak ker tega vi ne vidite, to boste probali, pa boste rekli, če je tudi vam super. Tako da to so recimo pripravki od zelo visoke vrednosti v kriznih časih, trenutno pa vredni nič. Kar pomeni, da še vedno lahko pokukate, pogledate soseda, ki mu kutne padajo dol že in ki ne ve, kaj bi z njimi, pa se ljubeznivo ponudite, da boste pobrali. In vam jih bo dal. Tako da tudi jabolka, hodili smo, mene duša bolela, gledaš lakoto, ki se približuje po ulicah, pa se valjajo tone nepobranih jabolk. Pa veste, da rabimo eno preizkušnjo, ker je lenoba šla. Zdaj pa še zaključni del mojega predavanja je, kaj pa če res bo hudičevo, pa če recimo ne bomo mogli vsega tega narediti. Veste, včasih so modri ljudje vedno, bila vojna ali ne, računali s tem, da v kriznih trenutkih rabiš imeti rezervo. Ker če se nekaj zgodi, ti ne moreš ta trenutek iti na vrt pa se začeti ukvarjati z nečem. In ni rečeno, da boš takoj nekaj pridelal. Torej, toliko, koliko rezerve imate, toliko manj stresnih hormonov boste imeli, ker veste, koliko imate fore. Če pride do nečesa, pa nas učijo eno brezvezno zgodovino, versajski miri pa to. Zakaj nas ne naučijo, da 200 let nazaj Evropa bila 3 leta brez sonca? A to veste? 3 leta zaradi izbruha vulkana smo imeli malo ledeno dobo, pa ne toliko daleč nazaj. Zakaj to ne izveš v šoli? Zato, da te malo spametuje, da je to možno tudi danes. In to je en izmed scenarij tistih parazitov gore, ne rečemo jim več elita. Tako da paraziti imajo različne ideje
In njim bi, med nami to povem, off the record, scenarij radiacija bi za izvedbo agende bil tako dober, da ne vem, a se mu bojo uprli. Zamislite si, da rečejo, ravno je grdi Putin tam odvrgel eno bombo in evo radiacija ravno prihaja oblak nad Slovenijo. A vi to lahko preverite? Nihče tega ne more preveriti. In potem vam rečejo, premerili smo in smo ugotovili, da so naša polja kontaminirana in da treba uničiti pridelek. In ti pridejo in ti kot kmetu rečejo, žal, to ni za jesti, to ti bomo vse pobrali, pa nosili na uničenje. A vi lahko preverite, a so vam ukradli letino, a so res reševali zdravje. Zdaj smo videli na primeru COVID-a, kako se rešuje zdravje. Samo na medijsko informacijo smo vsi reagirali, nihče od nas ni mogel preveriti nečesa. Pri radiaciji je še hujše, ker to še teže boste preverili, a je ali ni. Ne smete uživati vodo iz izvira, ker je kontaminirana, bomo vam mi dali flaško. Ne smete pojesti svojega vrta, bomo vam mi dali prašek, hrano. Seveda, če boste imeli ustrezno QR kodo in izpolnjevani pogoje za to. Torej, če je cilj spraviti ljudi v to, mi smo, kako bi rekli, mi smo jim kost v grlu, mi smo res trn v peti vsakemu, ker svoboden človek, ki zna ovo poskrbeti sam, ne bo stal v vrsti za točkice, pa za kruh, pa za gretje v javni kuhinji. Ampak, če nas je preveč, potem agenda ne gre skozi. Ja, seveda, ampak hočem vam povedati, da oni tudi razmišljajo o tem. Zdaj, edina sreča je, v osnovi je sreča, da je lenuhov preveč. Da smo mi še vedno na nivoju statistične napake. Tako da Slovenija ne, v Sloveniji so te razmere malo drugačne, ampak je Slovenija kot cela trenutno tako nepomembna, da ko se bo odvilo to, kar se ima za odviti, mi pridemo tisti na koncu, ki jih pripojijo zmagovalcu. Tako da po svoje, ja mislim, da smo mi izbrali super mesto, da se rodimo ravno tukaj v tem trenutku, ali da pridemo, nekateri smo prišli, ker tle imamo možnost ustvariti eno življenje, ki bi ga hudičevo težko, če bi vi zdaj bili, ne vem, v Los Angelesu ali nekje.